Prihajamo na najvišji vrh občine Bled. Prav v centru Bleda, tik nad Blejsko cerkvijo, se nahaja Skriti kanjon. Lepo pozdravljeni v Raju na zemlji. Evo, po malo daljši odsotnosti, oba sva bila na bolniški, se spet javljava z narave, tokrat pa z novim programom Raja na zemlji. In sicer lotila se bova enega zelo zanimivega, lahko rečeva megalomanskega projekta, katerega se še ni lotil noben Slovenc. Obiskala bova najvišje vrhove vseh slovenskih občin. No ja, ene občine vrhov nimajo, v bistvu najvišje točke posameznih občin. Tako. Ja, zakaj zdaj najvišje točke? Zato, ker pač nekatere občine imajo meje na raznih grebenih in pa na pobočjih vrhov, se pravi ne na samem vrhu. Tako da bova res šla v bistvu do najvišje točke, do katere seže občina, in potem pač posnela to lokacijo, tako da bo res posneto z najvišje točke posamezne občine, tudi če to ne bo sam vrh. To velja tudi seveda za tele nižinske občine v Pomurju pa v Podravju, ker nekatere občine so res čist popolnoma nižinske in nimajo niti ene vzpetine, tako da bova posnela vseeno najvišjo točko občine, to je pa pri nas v Sloveniji je ponavadi na severu vsake občine, ker pač tam v Prekmurju in pa na Štajerskem višina pridobiva proti severu. Slovenskih občin je 212, kar pa ne pomeni, da je tam 212 vrhov, ampak so nekateri vrhovi na tromejah, četveromejah, tako da je najvišjih točk nekaj manj. Tako, ja. Mislim, da jih bo zanimivo prešteti, ampak jaz računam tam okoli 180, 170 do 190 nekako računam, da bo teh točk oziroma teh vrhov, ki jih bova osvojila. Seveda, da pa ne bo to preveč suhoparno, bova tudi o vsaki občini povedala par geografskih zanimivih dejstev. Tudi kar precej je takih občin, ki imajo tudi kakšne zanimive ekstreme, tudi na državnem nivoju, sploh tiste obmejne občine, recimo najjužnejša občina, najsevernejša in tako naprej, in občine z najvišjo višinsko razliko in tako naprej. V vsaki občini bova predstavila seveda kakšno zanimivo naravno znamenitost, tiste občine turistične, tam bova pa probala dobiti kakšno skrito zanimivost. Se pravi, v teh neturističnih občinah bova povedala, lahko rečeva, tako njihovo najbolj znano naravno znamenitost, tako, ki jih zaznamuje. V kakšnih bolj turističnih, ja, pa tako, kot je Maja rekla, kakšno bolj skrito. Ja. Če vpišete v Googlu ali v ChatGPT-ju, recimo najvišji vrh katerekoli občine, ima tako Google kot ChatGPT kar precej napak. Jaz kar predvidevam, da je okoli 30% povsem napačnih vrhov oziroma napačnih višin, tako da midva sva se pa tega lotila precej bolj analitično, tako da sva se kar dobro pripravila, tako da sva pregledovala zemljevide in šla pač po mejah občin in po teh najvišjih višinah in nekako našla najvišjo višino. Za pomoč sva se obrnila tudi na Geodetsko upravo Republike Slovenije, kjer so nama dali dostop do ene platforme o višinah in pa o izohipsah po teh mejah občine, tako da jaz vam lahko kar v 99% garantiram, da so podatki točni. Videi bodo pa izgledali tako, da pač v nekaterih videih bo predstavljenih več različnih vrhov oziroma različnih najvišjih točk občin, v nekaterih manj,
odvisno, a ne. Se pravi, v Prekmurju so zelo majhne občine, pa tudi zelo nizki hribi, tako da tam se vas prehajala s hribčka oziroma z ravnine na ravnino, tako da tam bo seveda posnetih več naenkrat. Tle pri nas, Gorenjska, Primorska, bo pa seveda teh občin manj, ker so pač te dostopi tudi daljši. Seveda pa na vse točke greva peš, to pa normalno. Bova pa tele najne ture poskušala pač narediti eno tako zanimivo celoto, tako da v nekaj občinah se to da povezati pač v eno turo, ker so te recimo najvišje točke občin predvsej blizu ena druge, tako da lahko v eni turi recimo obiščeš več najvišjih točk občin, ja, ali pa vsaj 2, ponekod tudi 3, tako da bo poskusila to spraviti pač v en izlet, da bo še bolj zanimiv. Projekta se res zelo veseliva, tako da, ker nama predstavlja en tak fajn cilj, izziv. Ja. Prvi video pa bo nama najbližji, in sicer najvišja točka občine Bled. Do tega vrha bo pa startala od Lovske koče v Oklo. Ta se pa nahaja na markirani poti, ki gre z Bleda proti Pokljuki. Tukaj vidite kamp Bled 2 ure 15 in pa do Gorelka uro 45. Ta neimenovani vrh se nahaja na vzhodnem robu Pokljuke. Visok je 1401 meter in se nahaja med planinama, med Belsko planino in pa med Rčiško planino, ki je pa še bolj severno od vrha Kokošinice in je res tak neimenovan vrh na Pokljuški planoti. Temu kolovozu sva mimo Lovske koče sledila do sem, zdaj pa tukaj, se pravi, kolovoz zavija v desno, mi da greva pa tukaj naravnost naprej, se pravi po tej potki proti temu neimenovanemu vrhu. Prišla sva na sedlo med desno Barjanco in pa levo tem pobočjem najvišjega vrha, se pravi mi da greva zdaj v levo, potem nazaj, bova pa šla še na vrh Barjance, da boste videli, kako izgleda nekdanje smučišče, na katerem sem se jaz naučil smučati. Zdaj smo pa na najnižjem sedlu med Barjanco in pa tem neimenovanim najvišjim vrhom občine Bled. Tukaj se tudi konča ena gozdna cesta, ampak mi da zdaj tale obračališče samo prečva. Takole izgleda, takole pride tale gozdna cesta, samo prečva pa gremo naprej po tej vlak naprej v klanc. Najprej malo ravnine in se pa začne spet v klanc. Najprej sva navzgor sledila taki zelo strmi vlaki, tamle. Zdaj pa sva zavila že z vlaki levo in grejo že proti temu najvišjemu vrhu. Evo, tamle je že v bistvu ta greben, pa je nižji dol. Na drugi strani grebena je Rčiška planina, mi dva pa zdaj tle gor. Še ne 50 višinskih metrov, pa sva na vrhu. Seveda pa do gor ni nobene poti, gozdno brezpotje. Prišla sva na greben, zdaj pa samo po grebenu proti jugu do najvišje točke. Prihajava na najvišji vrh občine Bled. To je neimenovan vrh na 1401 metru nadmorske višine, severno od vrha Kokošinice. Evo, takole izgleda tale vrh. K sreči je malo poseken, tako da je razgled.
Evo, še čist do vrha. Evo, tale točka je vrh. Lepo se vidijo karavanke, Kepa, Baba pa Klek in pa Debela peč. O, pa zadaj Lukna peč, Revina, pa tam ne malo gleda skozi smreke, tudi Triglav. Proti vzhodu, proti Bledu, pa ni kakšnega posebnega razgleda, prav tako proti jugu, proti Bohinju. Zdaj smo pa še na najvišjem delu nekdanjega smučišča Berjance, ki je seveda spadal pod smučišče Zatrnik, kar ne dela že blizu 30 let. No, tale tamle je pa najvišji vrh Blejske občine, se pravi neimenovan vrh, oziroma malenkost zadaj za temu kuclem. Evo, zdaj pa še pogledati razvaline nekdanjega smučišča Berjanca. Evo, zajele so še gor. Gledajte, kako se je to zarasel. Tukaj je lepo prišel. Do gor, evo, tlele je bila rampa. Tukaj je začel smučati. Evo, pa takole konc te ležičnice. Evo, kako izgleda tole. Kakšnih 30 let že ne dela. Evo, vse zapuščen. Evo, to je tudi ena taka malo manj prijetna zanimivost občine Bled. Škoda ga je, smučišče Zatrnik, zelo škoda. Bil je odličen. Kot so rekla, občina Bled je seveda zelo turistična občina in so vam obljubila, da v teh turističnih občinah posnameva skrite kotičke oziroma skrite naravne znamenitosti. In tukaj je ta skrita naravna znamenitost. Prav v centru Bleda, tik nad Blejsko cerkvijo, se nahaja, Maja, kaj? Skriti kanjon. Tako je. Skoraj neverjeten. Tako, jaz sem v prvič tle, nisem mogla verjeti. Evo, in to je v Bledu, streljaj stran od gradu. Tako, v samem strogem centru Bleda, tak kanjon. Evo, tudi Bled ima izjemno skrite kotičke, za katerega ve le malo ljudi. Evo, tak lepa dostop. Pa še, da vidimo razgled. Evo, pa na koncu kanjona razgled na sam center Bleda. Cerkev Svetega Martina, nekdanji hotel Jelovca. Evo, super, pa pogled na jezero. Noro, evo, še pogled nazaj. Na ta kanjon takole izgleda. Neverjetno. Na nekdanjem smučišču Berjanca zaključujeva prvi izmed mnogih videov od najvišjih točk oziroma vrhov vseh slovenskih občin. Se pravi, začela sva v občini Bled. Maja, kje zdaj nadaljujeva? Zdaj greva pa proti Štajersko-Koroški. Tako. Upava, da bo projekt stekel, Ja. da boste ga gledali, evo, ker je res zanimiv, no, tako. Ja. Tako da, če še niste naročeni na YouTube kanal Raj na zemlji, se naročite. Včlanite se v Facebook skupino Raj na zemlji, pa malo pofirkcajte še na Instagram Raj na zemlji. Tako. Hvala za spremljanje, lepo se imejte. Čau.